Trenutek odločitve. Državnozborske volitve 2026. Direktor Sove pravi, da ni živčen, je pa zaskrbljen. Ob današnjem sporočilu sekretariata SNAV-a in pa ob zagotovilih policije, da se posebna skupina intenzivno ukvarja s primerom, že več kot en teden pogrešamo kakršnakoli sporočila varnostnih organov ali pa kakršnekoli vsaj približno trdne dokaze, ki bi segali onkraj navedb in pa pogojnikov. Ali tudi to potrjuje strahove, da živimo v ugrabljeni državi in da je država res padla s tečajev, kot opozarjata Rajko Pirnat in pa Denis Čaleta. Začenjamo z nečim, kar izpostavlja tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Na eni strani imamo nezakonito pridobljene posnetke, na drugi strani pa neprijetno vsebino teh pogovorov. Zakaj se zdi, da se v boju za interpretacijo ukvarjamo bolj s postopkom, kot pa z vsebino? Kako pa, gospod Jure Pogačnik, v listi Alternativa za Slovenijo vidite ta celoten preplet? Ja, na nek način smo lahko presenečeni, da je sploh kdo presenečen nad tem. Jasno, ve se že dolg časa, da so vrhovi političnih strank povezani z tujimi obveščevalnimi službami, ne samo SDS in ne samo Izrael. To je en razlog, lahko se mi še zdaj toliko ogorčamo nad temi novimi podatki, ampak to je samo simptom. Lahko si predstavljamo, kaj vse za tem stoji. Vse to je pa vam prišlo samo zaradi predvolilnega časa in tako, kot je gospa Klakočar povedala, resen problem je na obeh straneh. In na strani storilcev, se pravi SDS-a, in na strani tega, kako je to procesno vam prišlo. Kje smo na tej ločnici med postopkom in pa vsebino, ko gre za prisluhe? Alternativa za Slovenijo, Jure Pogačnik. Ja, strinjam se s svojim sosedom. V Sloveniji smo imeli v 35 letih praktično vsakih 14 dni eno afero in čisto nobena se ni razčistila do konca. Tako da ta je precenjena. V tem času, trenutku bi sigurno lahko izbrali kaj pomembnejšega. Meni se recimo zdi najpomembnejša tema korupcija na nivoju Evropske unije. Videli smo v tej navidezni epidemiji, kako je predsednica Evropske komisije koruptivno delala posle na svojo pest in tukaj je nastala res ogromna škoda za dolg časa. Gospod Jure Pogačnik, Alternativa za Slovenijo, ko gre za boj proti korupciji, omenjate tudi preverjanje premoženja in zaseg nezakonito pridobljenega premoženja. Kdo in kako naj bi to počel? Ja, bolj pomembno se mi zdi, da naša stranka predvsem se ukvarja z korupcijo na področju zdravstva in to niso samo, kako bi rekel, zdravniki. To, da WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, da je dejansko privatizirana ustanova strani velikih farmacevtskih korporacij. To je korupcija. Odpraviti jo je potrebno tako, da se izstopi iz WHO-ja. To, da strokovne medicinske revije večinoma objavljajo raziskave financirane strani farmacije, to je ta prava korupcija. Odpravi se je to tako, da se v pravni red vnese načelo verodostojnosti. To pomeni, da so v primeru, da so si rezultati neodvisnih in korporativnih študij nasprotni, nosilci javnih služb primarno vezani na neodvisno znanost. Korupcija je to, da Slovenija je edina država na svetu. Lahko naprej? Naprej, ja. Čas je potekal, pa ker ostajamo pri vas namreč. Okay. Ja, samo mogoče boste tukaj razvil svojo misel. V nadaljevanju bomo namreč vas prosili, da pokomentirate, razmislite o izjavi nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana. Prva dolžnost vlade je zaščititi ljudi, ne pa voditi njihovih življenj. Torej, kaj jesti, kako se voziti, kako se greti, s kom imeti spolne odnose, skratka, kako živeti in kako umreti. Kje so vaše meje, če nam lahko pojasnite v 30 sekundah? Torej, gospod Jure Pogačnik, Alternativa za Slovenijo, začnemo tokrat pri vas. No, ta pojem varnosti je zelo dobro polje manipulacije, to smo videli v času epidemije in večkrat se je prej omenil pravni red, kako deluje ali ne deluje. Jaz bi rekel, v epidemiji se je pokazalo, da ne deluje.
Nobena inštitucija ni zaščitila ljudi pred izsiljevanjem obstoječe oblasti, ki je bila v korist farmacije in ki je bila popolnoma nestrokovna. Kdo je za vas bogataš? Slovenija je relativno skromna država, ni veliko bogatašev, lahko smo pa zadovoljni, da tukaj lahko živimo relativno kvalitetno življenje. To je pa možno samo, če bomo zdravi, če oblast ne bo dopuščala sistematičnega zastrupljanja s cepivi, z gensko spremenjenimi organizmi, s pesticidi, z elektromagnetnim smogom in s chemtraili. Torej, lahko živimo kvalitetno življenje, bogatašev bo nekaj, ne bo jih veliko in to je vse, kar lahko upamo. V nadaljevanju pa še nekaj malega o javnih financah, ki jih spremlja kar nekaj opozoril. Ekonomist Mojmir Mrak opozarja, da se premalo govori oziroma da vi premalo v kampanji govorite o odhodkovni strani javnih financ. Torej, kje oziroma kako boste glede na obljube varčevali? Gospod Jure Pogačnik, Alternativa za Slovenijo, danes ste nekajkrat pravzaprav poudarili, da nasprotujete elitam in pa omrežjem, ampak kako se pravzaprav teh elit lotiti, da bi zagotovili sistem, ki bi bil v vaših očeh pravičnejši? Mislim, to vprašanje presega 45 sekund, zato bom raje odgovoril na tisto, kar ste jo zastavili kolego. Največja neumnost, ki jo dela trenutno oblast in ki jo bo delala tudi sigurno prihajajoča oblast, je neselektivno in neracionalno metanje denarja v podporo ukrajinskemu nacizmu. Po drugi strani Evropa je pred težko gospodarsko situacijo. Odrezali smo vejo, na kateri smo sedeli, to je poceni ruski energent in tako da vprašanje je, kaj se bo tukaj zgodilo naprej, ampak vsekakor, če želimo preprečiti popolno osiromašenje Evrope, je treba ustaviti to metanje denarja v Ukrajino. O zdravstvu ste se pogovarjali že na vseh soočenjih, nas pa zanima samo razmere v Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je, kot smo lahko prebrali v zadnji kolumni, dr. Alojza Ihana, še naprej povsem nemočen organizator zdravstva. Zato vas sprašujemo, ali ste za reorganizacijo, odgovorite samo z da ali ne. Začnemo pri vas, gospod Jure Pogačnik, Alternativa za Slovenijo. Samo da ali ne? Mislim, da je to precenjeno, tako da tudi če nič. No in še sklepno vprašanje našega sklepnega soočenja, zadnjega soočenja na Radiu Slovenija pred nedeljskimi volitvami, ker menimo, da je za vsakega politika, ki sprejema odločitve v imenu ljudi, nujna samorefleksija, vas sprašujemo, upamo, vsaj nekaj zelo preprostega. Kaj je bila v volilni kampanji vaša največja napaka v stavku ali dveh? In še pika na i, gospod Jure Pogačnik, Alternativa za Slovenijo. Ja, napaka do napake. Lahko rečem, da kot volonteri, neplačani politiki lahko izpostavimo, da normalen človek v normalnih časih si ne želi iti v politiko. Tako da naredili smo ogromno napak, ampak glede na to, kaj smo in kako smo se tega lotili, so se upravičljive. Trenutek odločitve. Državnozborske volitve 2026.